Ja, torek je rezerviran tudi malo za zanimive evropske projekte v naši državi, za recimo stvari, ki vplivajo na naše vsakdanje življenje. Recimo, naveličani ste svoje službe, imate eno zanimivo poslovno idejo, ampak ne veste, kako bi se osamosvojili, kako bi jo razvili. Tudi v Sloveniji obstaja zanimiv program, ki vam to omogoča v samo nekaj mesecih. Kar poglejmo. Laura, kako rečete vedno svojim strankam? Izberite rožo, ki vas nagovarja. Ja, res je. Jaz rečem stranki, poglejte, izberite tisti cvet, ki vas pokliče. In prepustim kar stranki izbiro. Ne želim, da razen če izrecno izrazi željo, da jaz izberem, ampak se mi zdi, da je tako najbolj. Tisti cvet, ki te pogleda. Laura je od malih nog ljubiteljica cvetja, a nikoli si ni mislila, da bo po 20 letih delovne dobe storila odločilen korak in razvila poslovni načrt za lastno cvetličarno. Nikoli pa takrat res verjela, da pa mogoče enkrat si pa drzne tudi sama kaj tazga imeti. Poklicala Zavod za poslovanje, tam so mi povedali, da pa obstaja ena možnost, ki jo lahko izkoristim, če sem sprejeta svojo poslovno idejo. Je to v Tehnološkem parku v Ljubljani, se izobražuje že 7. generacija programa Poni. Poni ali podjetno nad izzive je projekt spodbujanja podjetništva, ki ga sočasno izvaja 8 organizacij po vsej Sloveniji. S pomočjo projekta lahko udeleženci svojo poslovno idejo v nekaj mesecih spremenijo v pravo podjetje. Za 4 mesece usposobimo podjetniško 11 udeležencev, katere dobijo vsa podjetniška znanja, katere potrebujejo. To so od računovodstva do planiranja, postavitve finančnega načrta, do poslovnega komuniciranja, raziskave trga in podobno. Projekt je namenjen vsem generacijam. Najmlajša udeleženka je imela 20 let, najstarejša 52 let, tako da so res različne strukture udeležencev pridejo sem. In v coworking sistemu, ko jih je 12 v istem prostoru in ki se deluje s sabo, se te medgeneracijska ideje prepletajo in pa tako še bolje izoblikujejo svojo poslovno idejo. Nataša, vi ste prišli iz New Yorka z eno veliko željo in idejo. Ja, prišla sem iz New Yorka z željo, da odprem igralski studio. Sem namreč igralka po poklicu, zadnjih 17 let sem živela v New Yorku kar dolgo in zdaj bi rada vse te izkušnje, vse to znanje nekako prenesla na domačo publiko v Ljubljani. In sem s to idejo prišla na Poni Lure in mi je bila všeč. In sem zelo zadovoljna, da sem zdaj članica te skupine, 11 nas je. In nam je omogočeno, se pravi 4 mesece smo polno zaposleni in v tem času imamo seminarje, predavanja, da se res naučimo, kako iz ideje pride do poslovne poti. Na katere veščine še posebej potrebujete, recimo, da rečete, to je moja šibka točka, tukaj bi res potrebovala pomoč? Jaz sem pač igralka, sem umetnica, tako da vse to jaz rabim, od računovodstva, od takih praktičnih stvari, kakšen je SPD, kaj te razlike, take praktične stvari, tudi kako si narediti načrt. To organizacija mi zelo manjka, tako da ta pristop, da imaš vizijo in da jo potem praktično pač izpolniš. Cvetličarstvo ni samo poznavanje cvetja, sestavljanje šopkov, tudi veliko birokracije. Ja, res. Ogromno enih stvari, od samih računovodskih stvari do potem dobavnic, voditi papirje z samimi dobavitelji, kako poslovati, marketinga, vse te stvari, vse te sklope predmetov smo tam ogromno res dobili, kar sem potem lahko samo štartala in začela, kar sem že imela res znanje. Izvajalci projekta so vedno znova navdušeni nad raznolikostjo poslovnih idej, ki so primerne tudi za trajnostni vidik našega življenja. Lotevajo se tako mobilnosti, kolesarjenja, krožnega gospodarstva. In še eno področje je pač človek, mi smo zelo v središču teh idej, pa naj si gre za zdravo prehrano ali prehranske dodatke, za zanimivo kuhinjo, vključno s sladicami, osebno vadbo in pa, kar je tudi po svoje presenetljivo, predvsem veliko mladih razmišlja o naši duhovni plati
in nam ponuja nekako celostno zadovoljstvo z življenjem in seveda nam svetujejo, da se moramo res poglobiti vase tudi na tem področju. Program PONI je resnično uspešen, saj več kot polovica udeležencev potem tudi odpre svoje podjetje. Je pa to vseslovenski projekt in se regije povezujejo med sabo, tudi iz drugih regij ponijevci skupaj sodelujejo in seveda s tistimi istimi idejami potem tudi nastopajo skupaj na trg. In še v letošnjem letu, v poletnih mesecih, pripravljamo tudi nov razpis PONI 2 in septembra naj bi nastopila tudi nova skupina udeležencev. In zdaj, če malo že zapreva oči in sanjava, kakšna bo ta šola? Joj, ta šola rada bi, da bi bila v centru Ljubljane, ker imam tako rada ta naš center Ljubljane. Rada bi odprla vrata, da so lahko pač igralci vseh starosti, kakšni, ne vem, smo imeli družine, otroke, nismo imeli časa za to, pa bi radi, ne vem, se v srednjih let s tem ukvarjali. Čudovit šopek za materinski dan, pa tudi za vse tiste, ki si upajo nekaj spremeniti Res je. v svojem življenju. Res nikoli ni prepozno, je treba slediti svojim sanjam.